Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Drage gledalke, poslušalke, dragi gledalci, poslušalci, danes je z mano Irena Štavdoher, dramaturginja, novinarka, pisateljica, mogoče bi mogla začeti s pisateljica, ampak da ne odstopim od svoje prakse. Irena, se lahko prosim predstaviš tako, kot želiš biti predstavljena? Kaj mi zdaj rečem, že v vsem tem, ko si rekla? Ja, mislim, v bistvu vse to sem, dramaturginja, ker sem bila zelo zaljubljena v gledališče, ker zelo rada pišem, sem potem postala novinarka, bila sem tudi urednica, tudi Sobotne priloge. In potem sem začela tudi knjige pisati, ker je bila moja mladostna želja. Knjiga, pisanje knjige je tudi razlog, zakaj sem si jaz že kar nekaj časa želela, da bi Irena bila moja gostja v tem podcastu. Namreč več knjig si napisala. Magija za realiste, Fižolozofija, zdaj je ta zadnja. Zaenkrat je ta zadnja. Vmes pa ena od mojih najljubših knjig, Kaj hoče ženska. Veliko v tem podcastu govorimo o knjigah in ko rečem ena od najljubših knjig, tudi to resno mislim. Ko sem jo jaz prebrala, sem bila hkrati vesela, hkrati navdihnjena, hkrati pomirjena, hkrati mi je šlo malo na jok. Vmes sem jo velikokrat mogla zapreti, pa kar malo razmisliti. Veliko sem si počrtala, veliko sem si izpisala, to je tudi zame znak, ker si pač izpisujem iz knjig in tukaj sem si veliko stvari izpisala. In tako na splošno gre za zgodbe žensk, ki niso bile prestrašene in so šle za tem, kar želijo. Ja, kaj si lepo opisala, tako eno stavko se mi zdi. Kako si ti bila navdihnjena strani teh žensk? Oziroma, kaj te je vodilo pri izboru? Zakaj točno ta izbor teh žensk? Se mi zdi, da se je v bistvu zgodilo zelo spontano. In sem šele potem, ko sem jih na nek način zbrala, ko sem napisala te eseje, sem videla, da imajo ogromno nekih skupnih lastnosti. Kot si rekla, vse so hotele živeti svobodno, karkoli že to pomeni, vsaka je imela neko drugo zgodbo, vse so bile ustvarjalne, vse so bile zaljubljene v to, kar delajo. Všeč mi je stavek od Glorie Steinem, ki ga tudi napišemo v uvodu te knjige, da je feminizem naučil tega, da ti ni treba živeti, kako živijo vsi. In se mi zdi, vse te ženske so se na nek način držale tega pravila, ne da bi se zavedale tega, no. Tako da, ja, predvsem moram reči, da sem res uživala, ko sem raziskovala ta njihova življenja. Vsaka je zelo drugačna in vsaka, kot sem že rekla, imajo veliko nekih skupnih lastnosti. Ko avtor raziskuje življenje nekoga drugega, še posebej to nobena od njih ni živa, oziroma nobena od njih, zdajle poskušam po spominu, katera je še živa? Dolly Alderton je živa, ta milenika pač. Ampak, seveda, drži. Ampak, ko raziskuješ življenja, recimo oseb, ki jih ne poznaš, kje je meja med delom novinarja in med voajerizmom? Ne vem, tle se mi zdi, da sem tako esejistično pristopila z neko pač radovednostjo, ne na nek način kot novinarka, ampak dejansko kot esejistka, kot nekdo, ki je zaljubljen v zanimive zgodbe, v biografije ljudi. Na en način mi je žal, in to so me ljudje veliko spraševali, zakaj nisem vključila tudi kakšnih slovenskih žensk, ki so tudi zelo posebne umetnice in tako naprej, ampak sem se pač temu in na nek način izognila, tudi zato, ker pri nas v Sloveniji se mi zdi, imajo neki zgodovinarji, ki odkrijejo, ne vem, Alno Karlin, ne vem, Ivano Kobilco, imajo roko gor in se potem ti težko, se zdi, kakor da se vpletaš v nek drug svet, da se pač vmešavaš. Tako da žal mi je, recimo, da nisem vključila Ivane Kobilce, ker sem njena zelo velika oboževalka. Ona je bila tudi zelo posebna slikarka, ki je sama prodajala svoja dela, ki je bila izjemno ambiciozna, ki ima tudi zelo zanimive ljubezenske zgodbe, ker je bila nesrečna zaljubljena v nekega norveškega slikarja, ki je vrtel ženske tam po Dunaju in tako naprej. Se mi zdi, pri nas v Sloveniji je tako, da je skoraj bogokletno o nekem umetniku govoriti tudi o nekih, da je imela recimo neko ljubezensko življenje, da je živela pač
svoje resnično življenje, strastno in tako naprej. Tako da zaradi tega sem se recimo tem Slovenkam izognila, no. Iskreno, jaz si sploh ne predstavljam, kako si lahko strasten karkoli. Slikarka, strastna pisateljica, strastna popotnica, brez da si hkrati tudi strastna ženska, da si strastna ljubimka. Res je. To v bistvu gre z roko v roki. Absolutno. Tako kot pravijo, ne moreš ločiti ples od plesalca, tudi ne moreš ločiti to Vsak človek, ki nekaj rad dela, sigurno to dela z neko strastjo in tudi to tudi pomeni, da je njegovo življenje, bom rekla, strastno in zanimivo. Zato so meni recimo bili zmeraj navdih pisatelji že od majhnega, zato ker se mi zdelo, to ni v bistvu neki poklic, ki bi bil, ne vem, avanturističen. To je v bistvu neki človek, ki sedi za pisalno mizo in piše, ampak kaj vse se dogaja v njegovih možganih ob tem, kakšno domišljijo ima, to se mi zdi pa zmeraj res pač neverjetno. Štefan Cvajg tako lepo reče za Tolstoja, ki je tako strastno pisal po 12 ur na dan, da je to mož s svetlečimi možgani in se mi zdi, da res, ker tudi nevrologi ugotavljajo, da ko mi vključimo vse možgane, ko res razmišljamo, ko vključimo tudi domišljijo in fantazijo, vsi možgani žarijo na nek način, ko sestavljamo zgodbo, ko se nečesa lotimo, tako da K temu se bova še vrnili, to mene tudi strašansko zanima. Kako, dejstvo, v bistvu, jaz vsakič, ko berem kakšnega od tvojih tekstov, si najprej rečem, pismo, koliko ta ženska ve. Koliko je to enega znanja, da nimo že sinteza vsega, kar je človek prebral. Absolutno veliko bereš, to se pač vidi, in tudi verjetno novinarji, ali pa je dobro, da veliko berete. Ampak tudi jaz se mi zdi, da relativno veliko berem, ampak naslednji korak je si vse to zapomniti, najti neko zeleno nit, povezovati, delati globje sinteze, se spomniti pravilnih stvari v pravem trenutku. Mogoče glih zato, ker jaz berem knjige na drugačen način, ker zmeraj tudi predpostavljam, da bom o njih kaj napisala, no. Moram reči, da dolgo nisem, saj si privoščim brati roman sam zase, ne, ampak zmeraj, kadar berem, si zmeraj zapomnim stvari in že na neki način pišem članek v glavi in se mi zdi, se potem tudi zapomniš drugače stvari in jih potem lahko tudi drugače povezuješ, no. Tako da, ko si ti rekla, da si izpisuješ stvari iz knjig, tudi jaz jih izpisujem in se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar ti potem ostane, kar si zapomniš, ne samo zapomniš, kar lahko tudi živiš, a ne, kar ti je v bistvu neko vodilo, dosti je toliko teh nekih New Age knjig, ki te učijo, kako pravilno živeti, ampak kako pravilno živeti so nas naučili naši starši, ne, na neki način. To so neke stare resnice, ki bi mogle biti v nas neke moralne resnice, ampak to, kako pa drugače živeti, kako svobodno živeti, se pa v bistvu naučim po moje iz knjig, kako se, saj vsi poznamo to, kako se zaljubimo v neko glavno junakinjo, ki potem odpre, ne vem, in srce in naše misli, to nam lahko daje res samo literatura, se mi zdi. Zelo se strinjam. Mene recimo, ko berem, vodi neka misel na nek osebni razvoj, denimo. Jaz, ko si izpisujem stvari, si jih izpisujem zato, ker mi je recimo všeč zven besed, ali pa kako na kratko, jedrnato in z globokim pomenom nekdo nekaj pove in si rečem, se jaz toliko s tem poistovetim. Jaz bi se tega rada naučila, ker manj je več in da poveš tako strnjeno in tako lepo na ta način. Ali pa zato, ker včasih naredi kakšen klik, a ne, in si rečem, wow, to je zdajle meni odprlo nek predal. Ne znam povedati, katera, ampak tale stavek je bil zdajle zelo pomemben, a ne. Res je to. Torej, če prav razumem. Je tako pomembno v resnici, ker vsaka knjiga, se mi zdi, ima še 1000 vrat, ko odpira nove knjige, ne. Kako pa ti ločuješ kvalitetno literaturo od manj kvalitetne literature? V bistvu nimam nobenih teh, nikoli ne delim knjig na žanrske in na klasiko ali pa na resne in na knjige za na plažo in, ne vem, resne knjige. Zmeraj rada povem to, kar je povedala Susan Sontag, ameriška intelektualka. Obožujem Susan Sontag. Je rekla, da nikoli ne deli knjig na žanrske in na klasiko, tako kot ne deli moških na ljubimce in soproge. Ona reče, klasične knjige so kot soprogi, na njih lahko računaš, imajo lepo slovnico, so zanesljivi, te vodijo od ene zgodbe do druge. Žanrske knjige so pa kot ljubimci, oni so pa, ne zameriš jim, če je slaba slovnica,
te vznemirja tvoje srce, so strastne, in ona na koncu sklene, da tako kot v življenju je škoda, če je treba izbirati med ljubimcem in možem. Tako da se mi strinjala. Težko je izbirati med žanrom in klasiko. Jaz mislim, da je zmeraj treba zaupati neki svojemu instinktu. Ampak vendarle imamo poplavo novo izdanih knjig. Veliko knjig se tiska, ogromno. Vsak zdaj že lahko napiše knjigo. Tako, in tudi, ja, ne. Enkrat sem slišala, da je morda pri Slovencih še malo bolj specifično, da mnogi dejansko napišejo več knjig, kot jih sami preberejo, kar je žalostno. Zdaj je res tak trend, a ne. Ampak se mi zdi, da v tem svetu, problem tega sveta je tudi vedno večji v tem, da ni več kriterijev. Da recimo, ne vem, nek predsednik največje države na svetu ima mentalno razvite možgane 5-letnega otroka in še zmeraj govori nebuloze pametnim ljudem okrog sebe. In tudi glede knjig, glede drugih stvari, kriteriji pač morajo obstajati, in tudi zelo dobro se ve, kaj je dobra in kaj je slaba knjiga. Kako to ti veš? Kako ločuješ? Mogoče imam drugačen okus kot kdo drug, ampak knjiga, mislim, da je to zelo preprosto, ko jo začnem brati in jo preberem do konca. In potem komaj čakam, da jo spet začnem brati, ko me nekaj prekine. To je zame recimo edini resnic kriterij. Torej se ti zgodi? Ja, ne vem, jo berem, pa potem, ko se mi zdi, da jo moram prebrati, jo malo prelistam, pa pol začnem spet brati. Ne, to je tako, kot ti nekdo pripoveduje dobro zgodbo. Ti nisi lačen, nisi žejen, ker jo hočeš slišati do konca. In to je od nekdaj bilo, ljudje zmeraj, od nekdaj smo si pripovedovali zgodbe, to je v bistvu tudi temeljnica, bom rekla, naše civilizacije. Zmeraj nas je zanimalo, kako nekdo drug živi. Knjige nas naučijo tudi sočustvovati z nekom, ki ga ne poznamo, z nekom, ki je iz Afrike ali pa ne vem, iz nekega drugega konca sveta, ki nam je popolnoma tuj. To se pravi, knjige tudi odpirajo svetove, kar je tudi pomembno v današnjem svetu, ki se vedno bolj zapira, ki mu vladajo neki nacionalizmi, neke zaprte države. Knjige v bistvu, to, da se identificiramo z nekim junakom, se mi zdi ena najlepših lastnosti, ki so jih zmožni naši možgani. In torej se ti kdaj zgodi, da knjigo začneš brati in v sredini nehaš in rečeš dovolj, zapreš? Ker je preveč dobrih knjig, da bi se matrala. Dorothy Parker, ki je tudi ena mojih ljubih pisateljic, ki je pisala za New Yorker, ona pa tudi pesmi je zelo dobre pisala. Ona je pisala kritike za New Yorker takrat, to je bilo v 20 letih prejšnjega stoletja. Ona je kar napisala, ta knjiga je tako zanič, da sem jo zabrisala čez celo sobo in se v steno. In to se mi zdi kako dobro, kakšna dobra kritičarka, ki je še fizično obračunala s knjigo. Ampak tako, kot sem prej rekla, neki kriteriji morajo biti in moramo pač strmeti po dobrih stvareh, po dobrih ljudeh, po dobrih knjigah, dobrih umetnosti. Ne more vse iti čez, no. Ko se pogovarjamo o kriterijih, jaz sem več ni tako zelo pred kratkim, tudi mislim, da prav v Delovih edicijah brala en prispevek Mance Garenko, ki je obračunala z slovenskimi bestsellerji, knjigami, ki so bile pač prodane v največjem številu izvodov, in je pač povedala, kaj si misli o tem z vidika kvalitete te knjige, kako teče. Nič kaj lepega na koncu ni prišlo ven iz tega. Jaz sem tisti članek, res sem bila navdušena nad njim, zato ker je pokazala na to, da pravzaprav med bestsellerstvom neke knjige in med kvaliteto knjige ali pa med kvalitetno literaturo lahko ni povezave. Ampak zakaj prihaja do tega, ali pa zakaj se tebi zdi, da prihaja do tega, da so določene knjige bestsellerji, čeprav jo vzameš v roko pa rečeš, nič mi ne da ta knjiga? Zato, ker so v nekem trendu, ker so povsod, ker so to v bistvu zdaj že Instagram influencerji, s kritikov pač plesirajo neke take knjige. In tudi jaz sem brala ta članek od Mance in se mi zdi super, je res super. Ne samo, da je zadev, ampak je tudi zelo dobro napisan, to tako, kakor ona zna. Ampak se mi zdi, da tudi z bestsellerji je tako, da ljudje vseeno niso toliko neumni. Mogoče res kupujejo v nekem trendu neke knjige, ampak pol, če opaziš, te knjige včasih kar zginejo pol iz lestvic najbolj branih. Se mi zdi, da je trend mogoče imeti kakšno tako knjigo. Jaz mislim, da ni s tem v bistvu včasih nič narobe, če tega ni preveč, no. Da povsod obstajajo pač bestsellerji, od nekdaj so bile te knjige za samopomoč.
ampak dokler se pač te kriterije pač ne podrejo in dokler na nek način, takrat se spomnim tudi tega članka od Mance, ki je govorila tudi o tem, da so v bistvu tle plasirani predvsem moški avtorji, ki pišejo te knjige, ne. Tako da tudi to je včasih problem, da je v bistvu ta družba ali pa tudi, mislim, pač ta svet tudi tako kritičen. Če bi neka ženska napisala tovrstne knjige, bi doživela sigurno večjo kritiko kot pa moški, no, tako bom rekla, se mi zdi. Ok, a greva s to temo naprej. Toliko veliko izhodišč si mi dala, ampak ok. Dejansko se nam dogaja vsem, ali pa se zdi, da je ženske hitro preveč. Preveč divja, preveč direktna, preveč strastna, preveč pametna, preveč ne vem, kaj še vse, a ne. Zakaj se ti zdi, da je to pri ženskah toliko hitreje se zgodi, da jo je preveč kot na primer nekega moškega? Zakaj toliko manj toleriramo to? Zato, ker še zmeraj živimo v zelo patriarhalni družbi, zato, ker so ženske tudi, ne vem, v nekem mikrookolju, v katerem živijo, še vedno slabše plačane kot moški, zato, ker v bistvu obstajajo politiki, predvsem iz neke politične sfere desne, recimo, ki zelo grdo govorijo o ženskih političarkah, ki se bodo prej spravili na ženske političarke kot na moške kolege, čeprav so v istih strankah, recimo, oziroma njihovi nasprotniki. Zato, ker se ta svet vedno bolj spreminja kot se zdi, da se bomo ženske mogle za vse pravice, za katere so se naše sestre že v prejšnjem stoletju zborile, zboriti na novo. Zato, ker pač se nismo na nek način premaknili. V enem trenutku se je mogoče zdelo, da smo se premaknili, da imamo ženske več pravic, da se je nekje v daljavi se je svetlikalo nekaj, ampak kot kaže, gre zdaj vse zelo nazaj. Tako da se mi zdi, da se bomo mogli boriti spet za naše osnovne pravice. Jaz zdaj, ko gledam recimo Ameriko, se prav spomnim na Deklino zgodbo, kako so čez noč zaprli ženskam račune, kako so jih odpustili služb. Mislim, te antiutopije v vseh smislih žal vedno bolj postajajo resnica oziroma se približujejo pač tem antiutopijam. Tako da se mi zdi, da je treba biti zato še bolj glasen, še bolj artikuliran, še bolj povezan. Tako ja, to bi rekla na to temo, no. In kako lahko, ali pa kaj lahko zdaj vsaka od nas posameznic v zvezi s tem naredi? Jaz ne vem, jaz mislim, da je ena od bistvenih stvari je to, da se ženske podpiramo med sabo. Mislim, da to ne znamo, da se moški znajo zelo veliko. Tudi jaz sem imela zelo slabe izkušnje recimo v nekih kolektivih z ženskami, ki so bile na položajih. Včasih, če zdaj pogledam nazaj, več slabih izkušenj kot z moškimi. Tako da to, da se povezujemo med sabo, to, da se tudi generacijsko povezujemo med sabo, ne samo ena generacija, ampak več generacij. To, da jasno in glasno pač poveš, kaj te moti in pač v bistvu neke ideje svoje javno povedati ali pa jih probati uresničiti. Na vsak način ne utihniti, no. In ko rečeš povezovanje, sodelovanje, podpiranje, kaj recimo to zate pomeni? Kako lahko denimo ena ženska podpre drugo žensko? Na kakšne vse načine? Mislim, na različne načine. Jaz imam mogoče to možnost, mogoče bolj razvito, ker sem pač novinarka, ne, in me zanimajo ženske, ki so zanimive, ki so zaljubljene v svoj poklic. Jaz imam mogoče lažjo nalogo glede tega, ampak se mi zdi, da se v vsakem kolektivu se ve, ali pa v službi, ali pa v nekem ustvarjalnem procesu, se mi zdi, da je pač treba delati na tem in treba biti bolj pozoren na te stvari. Ok. Prej si sama načela vprašanje, zakaj v knjigi Kaj hoče ženska ni vpletenih Slovenk. Jaz sem našla eno tvojo izjavo, rekla si, zato, ker so se nate spravili zgodovinarji in ljudje z mentaliteto, da je treba naše Slovenke ohraniti neomadeževane. In zdaj bi jaz vprašala, ker sem jaz to knjigo brala, meni se ne zdi nič noter zapisano, kar bi kakorkoli omadeževalo katerokoli od žensk, ki so v knjigi.
kaj je tisto, kar bi lahko zapisala, pa bi se štelo kot omadeževanje nekih Slovenk? To, kar sem omenila prej, ne? To, da je Yes. Silvana Kobilca ljubezensko življenje, recimo, se mi zdi neka pač umetnostna zgodovinarca, ki sem izdala članek takrat, ko sem pisala o tem, pa tudi knjiga obstaja o tem, pač o tem odlomku, bom rekla, iz življenja Ivane Kobilce, in je rekel, da je to pač nekaj, kar je popolnoma nepomembnega in da ne razume, zakaj sem to pač tlačila v članek. In takrat sem videla, to, da bi jaz pisala na ta način, bo tle zbudilo velike težave in se mi zdelo, se s tem pač ne bom ukvarjala. Saj tudi drugače, saj tudi z moškimi umetniki je podobno. Mi pač čisto večkrat trdim, ne znamo narediti nobene zgodbe iz naših velikih mož, a ne. Tudi Ivan Cankar, poznamo samo skodelico kave, poznamo samo. Ivan Cankar je bil, to zmeraj rada rečem, on je bil zelo, zelo velik frajer. Ne samo, da je bil izjemen pisatelj, ne samo, da je vsem povedal vse v obraz, preveč, ne samo, da je, ne vem, v Trstu imel genialen govor, ki je še danes aktualen, ampak je bil totalno zaljubljen v neverjetno lepe ženske. Če bi mi samo, ne vem, v tem goru je ta spominska soba na Rožniku od Ivana Cankarja, če bi mi samo te ženske, portrete teh žensk objavili, mislim, ena je lepša kot druga, bil je zelo fatalen moški, zelo poseben. Živel je na Rožniku, kamor so vsak dan študentje in študentke romali, da bi videli velikega slovenskega pisatelja, ki je tam crkal rum in pisal svoje zgodbe. In dokler se je celo strelilo, ker jo je grdo pogledal. Delala samomor zaradi našega Ivana Cankarja. Hočem reči, ne znamo narediti, ne vem, jaz sem se recimo v gledališče zaljubila prav zato, ker sem kot otrok gledala nadaljevanko o Shakespearu in je bila tako dobro narejena ta nadaljevanka, ampak tudi Angleži nič ne vejo veliko o Shakespearu, a ne. Dvakrat se je podpisal, vsakič drugače. To so zgodbe, ki so jih oni naredili zato, zaradi svoje kulture, zato, da niso to samo papirnati junaki. Pri nas, če ne vem, je bil film o Trubarju, Trubar je skozi deklamiral. Trubar ni deklamiral, Trubar je bil tudi glih tako noro zanimiv človek, ki se je boril, ki je bil poročen, ki tudi ni šparal jezika, ne. Se mi zdi, da bi to tudi neko samozavest narodu dalo, če bi v bistvu se soočili s tem, da so bili to umetniki, ki bi jih danes vsi sovražili in bi jim šli vsem na živce, ker Cankar je skozi težil in govoril, ne vem, kakšni smo Slovenci, da norčeval se je iz ljudi, kako jih kultura zanima, sem takrat, kadar je kaj za popiti in za pojesti. Napisal je en genialen članek za stonkarje, v katerem je govoril, da ne smejo pisatelji ali pa kdorkoli drug zastonj delati nekaj, da je treba biti za ustvarjalnost plačan in tako naprej. Tako da ne gre samo za ženske, ampak tudi umetnike nasploh. Mi zmeraj govorimo, kako smo narod kulture, in to se spomnimo samo na 8. februarja, drugače pa to nobenega resnici ne zanima, ne. Mislim, jaz stavim, da bi bil Cankar bolj zanimiv, če bi vedeli še kaj drugega od njegove mame pa kave, pa teka za vozom, pa vse te bede. Prešeren isto, a ne. Prešeren je, mi vsi tako, Prešeren je bil pijanec. On je bil genialec, on je bil romantični pesnik. Zdaj sem glih pisala, oziroma sem imela intervju z Andrejo Vus, ki je napisala res pač angleško-nemška avtorica, ki je napisala super knjigo o nemških romantikih, mislim. Prešeren je bil glih tak frajer kot iz Jene, o katerih je ona pisala, brata Schlegel, Goethe in tako naprej. On se je družil s Smoletom, ki je govoril ne vem koliko jezikov, 12 jezikov, Čopom, oni so bili res frajerji, so ga popivali po gradovih slovenskih in tako naprej. Ja, se mi zdi, da bi se mogli tega bolj zavedati, no. Ker jaz zase tudi, prej smo omenili Almo Karlin, ko v bistvu je ena otroška pravljica, ki jo berem hčerkama, ki je bila izdana v Celju. Jaz sem se ves čas spraševala, a so bile pisma, ki jih je ona pošiljala svoji prijateljici, a so bile to še kakršnekoli globlji odnosi, a je imela ona kakšne partnerje na teh svojih poteh, a je ona v bistvu menjala ljubimce. Tako veliko enih stvari ti gre po glavi in je praktično nemogoče zvedeti karkoli in na koncu pride ven samo bila je velika popotnica. Ampak mora biti toliko več ozadje od samo od tega.
Ja, se mi zdi škoda, ne? Škoda teh žensk. Zdaj te ženske, ki jih jaz opisujem v svojih knjigah, one so same na nek način pisale, Colette, Doris Lessing, so same pisale o vseh teh zgodbah ljubezenskih, vse te njihove knjige so na nek način avtobiografske. Ampak ja, pač vsaka ženska ima neko svoje intimno življenje, tako, mislim, kaj ima vsak človek in ki je absolutno povezan z nekim ustvarjanjem, če gre za umetnico. Sem pa še nekaj pomislila. Ko so te zgodovinarji, kritiki in drugi, ki so na nek način posvojili slovenske znane osebnosti, ustavili pri tem, da bi pisala o njihovih resničnih globih. Torej je bila to samo cenzura pravzaprav. Ne. Sprašujem, zakaj je ta glas močnejši kot recimo tvoj notranji glas, da je to nekaj, kar bi pa želela narediti? Ne, saj v bistvu je bilo tako, da nisem jih recimo vključila v to knjigo, sem zato gre, drugače še zmeraj veliko pišemo pač tudi o slovenskih umetnicah in tudi, ne vem, bila je razstava recimo v mestnem muzeju nedolgo nazaj o ženskih slikarkah, pozabljenih in kiparkah in tako naprej, ki je bila tudi izjemna razstava, pač moramo vedeti, da tudi po svetu se šele zdaj odkrivajo neke zgodbe ženskih umetnic, tega, kako neskončno nadarjene so bile in so bile res pozabljene. Tudi nadrealisti so bili v bistvu družba moška in so imeli ženske za muze. V bistvu se pa zdaj ugotavlja, da so bile te ženske res mnogokrat ne samo inspiracija, ampak so bile tudi same velike umetnice. Tako da zdaj po vseh svetovnih muzejih, ne, imaš ogromno teh razstav pozabljenih umetnic, kar se mi zdi, hvala bogu, da se je to začelo. Recimo Lee Miller, ta lepa fotografinja, ki je tudi potem bila vojna fotografinja, je zdaj velika razstava njena v Tate Modern oziroma v Tate Britain v Londonu in je tudi dolgo veljala samo za lepotico, za muzo, ne pa za izjemno pač umetnico. Tako da se šele zdaj te krivice pač popravljajo, ampak na nek način se pa že kakšne nove dogajajo. Ali pa več njih. Ja. Kje pa ti recimo, ko pogledaš vse te zanimive ženske, vidiš prelomnico med bizarnim pa prelomnim, ali pa med tem, da nekdo sledi sebi in je zaradi tega zanimiva, in med tem, da je preprosto samo zbuja pozornost in da je vse skupaj že bizarno? To sem govorila prej, da so v bistvu obstajajo neki kriteriji, kaj je dobra umetnost, kaj je dobra knjiga. Ne mislim zdaj pa v samem pisanju, ne mislim o knjigah, ampak o njihovih življenjih, o tem, kako nastopajo, kako se prezentirajo, o tem, kaj želijo postati oziroma s čim se ukvarjajo. Ne vem, se mi zdi, da včasih je bilo drugače, da če je hotela ženska mogoče zbuditi pozornost na svojo umetnost, na to, kar dela, je bilo veliko tega egocentrizma. Danes se mi zdi, da je to bolj rezervirano za bogatašice, za influencerke in tako naprej, da v bistvu ta ego ven pride. Takrat, ne, v nekem prejšnjem času, je pa moglo biti, so ženske tudi naredile škandal, so kadile, ker je bilo prepovedano, so nosile mininkikle, ker je bilo prepovedano, zato, da so se v bistvu, je bil škandal v bistvu nekaj, da se je družba premaknila naprej, ne. In se mi zdi, da je tega premalo, da bi v bistvu, da so škandali v redu stvar, da niso rezervirani, ne vem, samo za Kim Kardashian, ker je danes škandal, da si ona kupi, ne vem, torbico za, ne vem, 20.000. Danes je v bistvu presežek vsega, smo svobodni, smo samo, si mislimo, če lahko kupimo nekaj dragega, ne, do tega smo prišli. Ampak ne gre za to. Gre tudi za neke škandali so tudi nekaj drugega, so v bistvu tudi neka vrata ali pa okno do neke spremembe ali pa svobode. Neke blazirane misli ljudi spravi v pogon. Mislim, da to lahko še zmeraj deluje. Poskušala bom vprašanje oblikovati tako, da bo imelo smisel. Jaz v svoji glavi vidim neko jasno ločnico med influencerji oziroma influencerkami in navdihujočimi ženskami. In me zanima, če jo vidiš tudi ti, oziroma če bi te vprašala, v čem je razlika, denimo, da zdaj začnemo pogovarjati, da neka razlika obstaja, v čem bi bila ta razlika med nekom, ki je influencer in med nekom, ki je oseba, ki navdihuje. Jaz ne vem, jaz ne spremljam toliko tega, moram ti reči, ampak
spremljam pa par influencerjev, recimo tujih, pa tudi domačih, recimo, ki govorijo o knjigah, ki govorijo o vrtu, ki govorijo o, ne vem, o likovni umetnosti. In to se mi zdi glih tako zanimivo, je to pač samo en medij več za neke zanimive stvari. Zdaj najbrž, ne vem, tudi jaz zdaj pogledam, ne vem, influencerko, ki mi govori o kozmetiki, zakaj pa ne? Hočem reči, če je tega preveč, ali pa če gledaš samo to, ni v redu, je fajn je kombinirati, se mi zdi, in s knjigami, in z, ne vem, z različnimi stvarmi. Tako da ne bi bila a priori kritična do tega, tako kakor je povsod pač vsega polno, je tudi tule nekaj, kar moraš prepoznati, pa kar to je zanimivo, pa kar ti je všeč. Je pa res, da se mi zdi, pač danes je tako, da ni več kritikov gledaliških, ni več kritikov literarnih in tako naprej. In so, ali pa kritikov konec koncev na modnih revijah. Jaz imam tudi rada modo, recimo, ali pa gledam modne revije, ampak zdaj so influencerke tiste, ki določajo trende in tako naprej. In se mi zdi, da je to malo smešno, da se je to spustilo iz rok nekih profesionalcev ali pa nekoga, ki je to študiral, nekdo, ki ga je to res zanimalo. Nekdo. Tukaj mogoče, ne? Ja. Karkoli spustimo iz rok profesionalcev. In ko govorimo o profesionalcih, govorimo o nekom, ki nekaj o tem ve, ki se na tem področju izobražuje, ki je veliko prebral, ki ima neko znanje. Recimo tudi, če gledate, če ostanemo pri modi, jaz sem bila velika fanica Versaceja, ne vem, Aleksandra McQueena in tako naprej. Danes neka industrija modna se nima več časa ukvarjati z nekimi egocentričnimi, nadarjenimi geniji, ampak v bistvu jih zanima samo še, zdaj v bistvu so modni kreatorji, ne vem, neke znane osebe, ki najamejo nekega neznanega človeka, ki oblikuje neke kolekcije. Pa kam so izginili, ne? Neki geniji, neki modni guruji, ki so včasih niso vplivali samo na modo, ampak tudi na glasbo, na konec koncev, na likovno umetnost, na vse, ne. Danes je to vse samo pač biznis. In to se mi zdi škoda, ker se s tem in uničuje domišljija, fantazija, svoboda, se mi zdi, da to ni fajn. Preden smo začeli snemati, smo se pogovarjali, pa potem tudi malo dotaknili tega pomena branja knjig. V čem vidiš ti prednosti branja knjig? Zakaj je to nekaj, kar bi morali danes še vedno spodbujati, glede na to, da je večina podatkov dosegljivih na internetu, da če jaz vtipkam, daj mi 50 lepih misli na temo to in to, jih bom dobila in ne rabim nikoli niti odpreti nobene knjige. Zakaj? To je zmeraj težko, ker se počutim, ke pedagoški delavec, ki govori, zakaj je dobro brati. Ampak ni dolgo nazaj, ko sem bila na večerji s prijatelji, ki imajo zelo žive otroke. In te večerje so bile včasih zmeraj tako, ne, ni bilo miru. In kar naenkrat je ta otrok bral knjigo, ne vem, Harryja Potterja, ne vem kaj že, in je bila čista tišina. In potem se mi zdi, kako je to lep prizor enega otroka, ki čisto tiho sedi in čita knjigo in možgani njegovi in cel svet se mu odpira, kako v bistvu se tudi njegovi možgani, ki se konec koncev že zmeraj razvijajo, kako ta knjiga vse spremeni. Tako da se mi zdi, otroke danes ne moremo siliti k branju, morajo na neki način sami to odkriti, ne vem, kako to pač se lahko naredi, a ne, ampak mislim, ja, da je treba vedno več brati, tudi zato, ker imamo vedno bolj fragmentirane misli, ker ne znamo več neke celote povezovati, ker tudi v tem svetu tudi domišljija več ne šteje nič, je pa izjemno pomembna, ker otroci tudi ne znajo več se sami igrati in dolgočasiti, ker tudi dolgčas je nekaj, kar zbuja domišljijo, neka samota. S knjigo si pač sam, ne moreš, če igraš fuzbal, si z drugimi in je drugače, ne, če si pa ti sam s knjigo ali pa če si otrok dolgočas, so pa druge misli, se mu druge misli sproščajo, druge povezave konec koncev v možganih, tako da težko je otroke prisiliti k branju. Ampak ne vem. Drugače obstaja ena zelo dobra knjiga, če slučajno kakšnega starša zanima, Vzgoja strastnih bralcev, kjer
avtorica preprosto pove, da je univerzalna resnica, tako kot pri vsaki vzgoji, da to starši lahko naredijo edino na način, da to navado od malega razvijajo in da so tudi sami zgled. Pa smo pri tem, da je to mogoče za koga težko, da tudi sami nismo morda nekateri več bili v takšnem svetu, a ne? To, da ni časa, to v resnici ni izgovor, da tega sploh prišli ne bomo, ampak mogoče res samo za zaključek, to si lepo povedala, ne? Treba bi se bilo zavedati, da knjige resnično odpirajo nove predale v možganih. Nov predal. In če to počne odrasel človek, je to že zelo spodbudno, če pa to delajo otroci, je pa to res zelo pomembno za njihov razvoj, ne? Če bi danes zdajle morali odgovoriti na to vprašanje iz tvoje knjige, kaj hoče ženska danes? Vse. Vsaka nekaj drugega. Mislim, da je prišel čas, da se ni treba več omejevati, kaj točno, a ne? Ampak da ima vsaka neko svoje življenje, v katerem pač skuša razviti se svoje sposobnosti, ki jih ima, in da jo nič ne vleče dol, da je svobodna, čeprav je to taka beseda, ne, če mora ženska vse narediti v svoji družini, ampak še zmeraj se je vredno boriti, pa razmišljati o tej besedi, no. Jaz sem tudi razmišljala o tem, ne, kaj bi recimo jaz rekla, pa mi je prišla na misel, da v bistvu si želimo samo imeti mir. Mir, pa biti srečni, Dajte nam mir, da pač preprosto živim svoje življenje tako, kot se mi zdi, da bi lahko. In ko bom naletela na prepreko, bom spremenila, bom odpravila, bom popravila, se bom naučila, bom... Pa tudi ženska si zmeri lahko premisli, ne, ni most, da je neki, to je rekla ta, tudi iz moje knjige, scenaristka, kako je, zdaj se pa ne bom spomnila, no, v glavnem ona je rekla, zmeri si lahko ženska premisli, jaz že vem, ker sem zamenjala 5 služb in sem bila 3-krat poročena, tako da se mi zdi, da to je tudi pomembno, da nič ni do konca, da se lahko življenje, tudi če je slabo, da gre lahko absolutno navzgor, in da se lahko vse spremeni, no, da nič ni dokončno. Jaz imam še nekaj, že dolgo časa bi si želela vprašati te, tvoj način pisanja je tako zelo strasten, pa hkrati zelo nežen. Ne vem, kako bi to drugače opisala. Kako pride človek do tega, da lahko v današnjem svetu, kjer praktično je čisto vse, kar je napisan, je okej, in dejansko se mi včasih zdi, da res beremo slabe tekste, prideš do tega, da pišeš tako lepo, jasno, jedrnato, nežno, poglobljeno. Ne vem, to je pač nek moj glas, kot pravijo. To, da v bistvu zelo, zelo rada pišem. Da sem zelo radoveden človek. Da imam včasih težave, ko pišem članek za Soboto blog, nek dolg esej, ker dejansko moram napisati v 3 dneh in pišem tudi ponoči in berem, da mi je žal, da včasih nimam več časa, ampak ja, to, da v bistvu skozi pač pišem in skozi berem. Jaz grem v knjižnico in med potjo do doma že enkrat me bo avto povozil, ker že čitam, če me kaj zanima, tako da ogromno poslušam podcastov. Mislim, da pač mora biti vsak novinar, vsak pač ustvarjalen človek predvsem radoveden, da ga mora vse zanimati. Da me zanimajo ljudje na cesti, ali pa ne vem, ljudje, ki se pogovarjajo, se mi zdijo zanimivi, ali pa ne vem, živali, ki jih srečam, tako, ena radovednost se mi zdi, da ne pa, da hodiš tako, tisti konj z plašnicami, to, da te več stvari zanima. Koliko pa že pri svojih sedanjih tekstih uporabljaš denimo umetno inteligenco? Nič ne uporabljam. Še nič? Nič ne uporabljam, čeprav je tendenca zdaj pri časopisih, da naj bi se uporabljala, ampak jaz nimam, sem jo spoznala, ampak me ni v bistvu nič Fascinirala? Ne. Jaz mislim, da zaenkrat še nekih dobrih tekstov ne zna napisati. In tudi se mi zdi, da tudi vidim, recimo, ne vem, zdaj sploh ne gledam več teh nadaljevank, zato ker se mi včasih zdelo, da recimo na Netflixu, da to že umetna inteligenca dela scenarije, ker so brez humorja, ker so vsi na isto vižo, tako da se mi zdi, da tudi
Kaj pa jaz vem, jaz sem en tak idealist, da se čuti, kadar to naredi umetna inteligenca. Verjamem pa, da bo vedno boljša in da je dejansko pomembno se veliko razpravljati o tem ali pa razmišljati, kaj se bo zgodilo z nekimi poklici, ki jih bo lahko nadomestila umetna inteligenca. Ampak, če si uvodoma omenila, da se ti zdi, da ljudje niso neumni, da znajo prepoznati kvaliteten tekst, pa da znajo krš prepoznati. Zaenkrat to sem hotela reči. Zdaj, it takes one to know one, a ne? Če si ti veliko, ali pa če si nekaj v življenju prebral, potem verjetno res ločuješ med bolj pa manj kvalitetnimi teksti. Kaj pa, če nisi? Kaj pa, če prihajajo generacije, ko jim preprosto več ne bo treba? Sigurno, zdaj bodo tudi knjige, knjige bodo napisane po naročilu, a ne? Zdaj sem glih v New Yorkerju brala nek članek, ti boš lahko rekel, hočem, da mi napišeš roman v stilu Jane Austen, v katerem bom jaz glavna junakinja, ne? To se pravi, da bodo neke knjige nastajale točno zate, individualno, nič več za neko družbo, ampak tako, ko se vse individualizira, se bodo tudi knjige ali pa neke zgodbe, v katerih boš ti glavni junak. Ampak koga zanima knjiga, v kateri si ti glavni junak? Saj ti si glavni junak v svojem življenju, zakaj bi mogel biti zdaj še v neki knjigi? Glih v tem je poanta, da ti spoznavaš pač neke druge junake, ampak mislim, to se mi zdi, da je to res in da bo to res pač prihodnost, no. Zdajle se mi je samo utrl na misel. To fascinira otroke. Otroške knjigice, ki so personalizirane, v katerih je ime otroka in ki je, to je pač žur, ko si star 2 pa 3 leta. Ne? Kako je to v odrasli dobi še vedno nekaj, kar te fascinira? Neko pomanjkanje pozornosti. To je še za terapevte. A imaš kakšno knjigo, zdaj pa več pod vprašanj, ki je tvoja najljubša? Jo, težko bi rekla. Smeri rečem Ana Karenina, ki mi je res zelo rada. Ker jo imam res zelo rada, ampak mislim, mogoče res? Tolstoja, slaba sem na Tolstoja, recimo. Rada imam Čehova, kratke zgodbe, sploh te Ruse, mislim, te pač pisatelje, Štefana Cvajga. Hudo. Jaz bi tudi izbrala Ano Karenino, pa Ayn Rand Izvir, Fountainhead, te 2 knjigi. Poznam. Kaj pa knjiga, ki te vedno znova vzpodbudi ali pa vrne k pisanju? Ti včasih velikokrat v svojih tekstih poveš, da si ponovno odprla knjigo, ali si se pa ponovno vrnila k neki knjigi, ali pa si jo, ko si v takem in takem stanju, si ponovno začela brati. Ja. Sigurno je kar nekaj knjig, ki jih imam razstavljenih tam na svoji. Recimo zadnje čase se zelo veliko vračam Deborah Levi, a poznaš to trilogijo, ki jo je napisala? Ne vem zakaj, ampak kar odprem in začnem brati, ker me tako neki, ne vem, ali me inspirira, ker govori, ona temu reče živa avtobiografija, ker govori o sebi na tak lep način, ker ima ogromno nekih referenc in zadnje čase se zelo navdušujem nad Olgo Tokarczuk, ki jo v bistvu že dolgo časa pač čitam, ampak zdaj imam še te eseje njene, ki so tudi tako zelo dobro prevedeni, Slovenci imamo izjemne prevajalce. Ona je dobila Nobelove nagrade zdaj pred kratkim. In njeni eseji so res super. Nasploh, veliko tudi poslušam podcaste v avtu, predvsem tuje, predvsem pisatelje. Zdaj sem glih poslušala Deborah Levi pa Olgo Tokarczuk, ko so se pogovarjale in to je prav tak užitek, da sem potem, ko sem šla nazaj z avtom, od nekje sem kar še enkrat poslušala vse. In to so tako dobri pogovori. Se mi zdi, da tudi tako kot knjige rad. Kako jih pa najdeš? Kako recimo najdeš Recimo sem na parih teh podcastih od London Books Review, od Penguina, od različnih teh založb in pol jih pač mi jih pač pošiljajo algoritmi, ki vejo, kakšen okus imam tudi mogoče. Tako da ja, te pogovori, pa tudi če so pogovori s pisatelji, recimo v Ljubljani, to grem zelo rada poslušati, ker se mi zdi tudi, da je zelo pomembno poslušati pametne ljudi, vedno bolj. Ko bereš knjige, si kdaj kaj počrtuješ ali samo Si počrtujem, z grozne knjige imam počrtane grdo, pol ogromno jih tudi posojam, in pol zmeraj povem tem svojim strankam, ki jim posojam knjige, da pač so počrtane, ker pač drugače ne gre, no, ker se mi zdi, da jih zmeraj berem s svinčnikom.
ko se denimo čez 1 ali pa čez 2 leti ali pa čez par let vrneš nazaj k isti knjigi, a je tisto, kar je bilo nekdaj podčrtano, še vedno tisto, kar bi počrtala 5 let kasneje, ali se včasih zgodi, da Se dodatno začnem počrtati, tako da ja. Irena, najlepša hvala za tvoj čas. Ja, noro, to je 45 minut, izredno hitro gre. Preden sva začeli ta pogovor, sva se pogovarjali o tem, kako hitro čas mine in kako se lahko podcast raztegne. In dejansko, ko se pogovarjaš, tega ne občutiš. Zdaj se zdi, da je minilo 10 minut, zato imava tukaj štoparco in zato se poskušam teh omejitev držati. Iskrena hvala. Hvala za povabilo, hvala za ta noro lep kolektiv, ki je tle. Mislim, sem popolnoma navdušena, kakšne lepe, pametne, posebne ženske tle delate. Hvala. To so kompliment mojim sodelavkam, torej ravno kar. Hvala. Vzdušje in tako fajn. Najlepša hvala. Če še na toliko veliko lepih tekstov, pa na toliko nekih navdihujočih zgodb, pa najlepša hvala, da delaš to, kar delaš. Hvala za povabilo, res. Lepo se imejte, se vidimo čez 14 dni. Nasvidenje. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.